Vsak predel naše prelepe Slovenije ima svoje značilnosti. Naravo, po kateri se razlikuje od drugih, nikakor pa ne gre pozabiti na arhitekturo. Naši predniki so gradili hiše iz lokalnih materialov in s karakteristikami značilnimi za tamkajšnje podnebje. Bodisi strme strehe v alpskem svetu ali položne, da so lahko kljubovale sunkom burje. Zato je pravo veselje videti novogradnje, ki zrastejo z velikim spoštovanjem do lokalne stavbarske dediščine. V naslednjem prispevku vam predstavimo sodobno interpretacijo tradicionalne kraške arhitekture. Sem v sanski hiši in v sanski družbi. Tole so stopnice, kjer se gostje v tej hiši najraje usedejo in tukaj zadržujejo, in z mano sta zelo pomembni naročnici pri tem projektu, ki si ga vsekakor moramo pobliže ogledati. Robert, pozdravljeni. A nam najprej opišete, kako je tale kraj, ta parcela izgledala, ko ste prvič sem stopili? Ja, torej parcela se nahaja na robu vasi in ima pač zelo lep razgled na okoliško pokrajino v smeri Brkinov in okoliških krajev. Na parceli se je nahajala že obstoječa hiša. Investitorja Tina in Jan sta v času, ko smo se spoznali, živela v tej hiši. Hišo je zgradil dedek. Sama kot taka je bila pač dokaj mala, anonimna hiša, ki prostorsko ni zadoščala njunim potrebam in sta imela željo pač po povečanju oziroma po novi hiši. In bi zdaj za vas kot arhitekta bilo boljše, da na parceli nič ne bi bilo prej, bi bilo manj s tem omejitev? Mislim, kot arhitekt vedno deluješ v sklopu nekih robnih pogojev, bodisi prostorskih, bodisi pogojev, ki so podani v prostorskih aktih, pogoji, ki jih da naročnik, tako da pač vedno izhajaš iz nečesa obstoječega. In za mene kot arhitekta je vedno zanimivo, da prostor že ima neko svojo govorico, neke elemente, ki se nahajajo v prostoru, ker na tak način dosti lažje spostaviš nek dialog s prostorom. Tu v tem primeru je pač šlo za majhno hiško, ki sama po sebi ni bila zanimiva z arhitekturnega vidika, je bila pa zelo smiselno umeščena na parcelo in je omogočala v bistvu en zelo dobro izhodišče v bistvu za nadaljevanje projekta oziroma za projekt. In katera so bila tista glavna izhodišča, ki so vas potem vodila skupaj z lastniki k snovanju tele nove hiše? Ja, se pravi, naročnika sta že v stari hiši, recimo hišo opremila na tak način, da sta zbirala ene take lepe stare kose pohištva, zelo blizu jima je bil koncept ponovne uporabe in nekako sta to željo in idejo in pa seveda tudi naravne gradnje, se pravi, probali smo že v osnovi izhajati iz tega, da bo čim več naravnih materialov vgrajeno v hišo. In iz te želje je potem nastal cel koncept. V duhu tega sta tudi želela, torej, če bi se le dalo pač to obstoječo hišo ohraniti in jo nadgraditi, torej nista želela, da jo porušimo, pa gradimo na novo, ampak da izhajamo pač iz tega. In na ta način se je potem tudi razvil cel koncept, torej ta obstoječa hiša, ki je eno neko sidrišče predstavljala v prostoru in okrog tega se je potem razvil nov koncept. Zdaj, ena specifika parcele je, da se na južni strani nahajata dve dokaj veliki, visoki sosednji hiši, ki zastirata pogled na pokrajino in premislek je bil v tem, kako lahko kljub temu maksimalno izkoristimo te poglede. In se je v bistvu samo po sebi pač pojavila ideja, da bi v bistvu bivalni del hiše dvignili v prvo etažo, ker namreč iz te dvignjene pozicije je pogled na pokrajino res izjemen. Tako so podvojili volumen stare hiše, ga postavili pravokotno nanjo in ga rahlo odmaknili, zaradi česar se je v vmesnem prostoru oblikoval plato, s katerega se razprostirajo prekrasni pogledi na pokrajino. Nastali so 3 volumni, ki se med seboj razlikujejo tako po programu kot tudi po materialnosti.
Stara hiša, v kateri so urejeni spalni prostori, je ometana z belim ometom, značilnim za stare kraške hiše. Novi volumen, v kontrastu s starim, so oblekli v kamen iz bližnjega kamnoloma, s čimer se objekt poklanja dolgoletni tradiciji kamnoseštva, po kateri slovi vasica Kal. Oba volumna povezuje servisno-komunikacijski del, obložen z macesnovim lesom. Gre za neobdelan les, ki bo z leti pridobil značilno sivo patino. No, sicer je pa tudi jasno, da je les narekoval tudi oblikovanje notranjosti. Povejte, kje vse ste ga uporabili v interjerju in kakšnega? Zdaj, nasplošno v interjerju hiše je bila želja naročnika in seveda tudi v tem sem jo popolnoma podpiral, da bi uporabljali čim več naravnih materialov. To pomeni, da smo veliko lesa uporabljali, ki se je uporabljalo večinoma za talne in stropne obloge. Stenske obloge so pa bile izdelane z ilonatim ometom, ki se je kasneje potem tudi prebarval z ilonato barvo. In ti materiali kot ena notranja koža hiše v bistvu dajo en tak prijeten, topel domač občutek in so zelo kompatibilni med seboj. Ko govorimo o lesu, v hiši je kar nekaj vgrajenega, zdaj večinoma recimo stavbno pohištvo iz macesnovega lesa, tla so hrastova, pohištvo je tudi hrastovo, stropne obloge, se pravi na strehi so jelka, to sta Tina in Jan sama tudi izvajala, mislim, da celo njihov les bil to. Tako da, ja, pa še en zanimiv element v hiši so stopnice, dvojno stopnišče imamo, zaradi tega, ker ima pravzaprav vsak volumen svoje stopnišče. In to stopnišče je nastajalo tukaj v vasi, pri lokalnem mizarju so pa kombinirali različne vrste lesa. Je pa zelo lepo, da so tudi uporabili les, dreves, ki je stal tukaj na parceli, ki je pač moral biti zaradi tega, ker se je pač hiša večala, žal odstranjen in so ga potem na tak način vgradili nazaj v kraj, kjer je nekoč že bil. Ne. Ampak sta se pa tudi sama dva lastnika precej angažirala glede oblikovanja njunega doma, ne? Absolutno. Zdaj, jaz imam načeloma glede notranje opreme sem zelo previden in sicer, ker se mi zdi ena taka zelo intimna stvar naročnikov, je zelo pomembno pač, da je tako, kot da bi nekomu predpisoval, kaj se naj obleče, zelo podobno je notranja oprema. Všeč mi je v bistvu to, da ste iskala nek kompromis ali pa neko kombinacijo v bistvu med nekimi tradicionalnimi kosi pohištva in pa sodobnimi. In pa tudi ta mogoče neformalen pristop, recimo tu, kjer sedimo za mizo, vidimo, da je vsak stol malo drugačen. To daje, mislim, prostoru eno živost in pestrost in mislim, da ste to krasno rešila na tak način. Sta ljubitelja ponovne uporabe očitno, ne? Ja, sta in recimo tudi, se pravi, stare hiše so prinesli kaminsko peč, ki je zgoraj in pa tudi nekaj kosov starega pohištva, kot recimo tale kretenca, pa nekaj stolov, tako da sta probala pač stvari, ki so bile še uporabne, preseliti pač v novo hišo. In na prav poseben način prostor oziroma dva prostora zaznamujejo ta okrogla okna. Kakšna je zgodba zadaj? Ja, ta zgodba sega v bistvu v staro hišo in sicer, ko sta se Tina in Jan preselila v staro hišo, sta prvo etažo odprla, tako da je bil v bistvu en večji prostor in v tistem času sta potem tudi razmišljala, kako spraviti več svetlobo v hišo in takrat sta našla ena ladijska okna okrogla in sta jih potem tudi vgradila v to staro hišo. To jima je bilo zelo všeč, nekako sta bila navezana na to idejo in sta želela, da se ta element tudi pojavi v novi hiši, kar je seveda super ideja in sem pač umestil ta okna, se pravi na te čelne fasade obeh volumnov. V bistvu je to kot nek obraz hiše, kot eno oko na tem obrazu, ali pa mogoče kot metafora, ne vem, da je hiša kot ladja, ki se giblje skozi pokrajino. Skratka, pogled skozi okroglo okno ima eno drugo kvaliteto, kot pa pogled skozi kvadratno okno. No, tale motiv kroga, kot tudi enega zelo močnega simbolnega elementa, se pa tudi pojavi na vhodu v hišo, torej vhodna vrata imajo tudi v bistvu takšne kroge, ki seveda
prepuščajo nekaj svetlobe v predprostor, kot drugo pa so tudi en tak zelo lep oblikovni element na vhodnih vratih. Kaj bi pa rekli, da so glavni poudarki pri oblikovanju okolice hiše? Okolica se načeloma ni veliko spremenila, ne. Zdaj, žal je nekaj dreves moralo biti odstranjenih zaradi tega, ker je pač se hiša razširila in so bila v napoto. Še posebej ljuba je bila ena češnja, ki je rasla zraven stare hiše, in to češnjo sta Tina in Jan v bistvu isto sorto na skoraj isto mesto ponovno posadila in bo čez nekaj časa bogato obrodila. Drugače pa zunaj so latniki, torej, ki smo jih izdelali, se pravi nosilna konstrukcija iz lepljenega macesna. Se pravi late smo pa uporabili tradicionalni element iz akacijevih sušic, ki seveda v poletnih mesecih dajejo dodatno senčenje steklenim površinam. In pač kombinacijo lesa, ozelenitve in te zračne strukture tudi omehčajo samo arhitekturo hiše. Interjer vzbuja občutek topline in domačnosti, tudi po zaslugi uporabe lesa. Pohištvo, vključno s kuhinjo, je izdelano iz masivnega hrasta, prav tako tudi vsa notranja vrata. Vhodna vrata ter vrata v delavnico ob podstrešju so iz masivnega sibirskega macesna, skice zanje pa sta lastnika pripravila kar sama. Pogled obiskovalcev pritegne tudi velika jedilna miza iz ameriškega oreha, medtem ko je kuhinjska miza izdelana iz evropskega oreha, posekanega v bližnjih brkinih. Vsaka hiša šele potem, ko enkrat zaživi, pokaže nek svoj značaj oziroma kako dejansko funkcionira. Kako je tukaj? A je tudi tukaj kakšno presenečenje, glede na to, da ste jo vi oblikovali, potem pa, ko nekaj časa lastniki noter živijo, kaj vam kaj povejo? V bistvu povratne informacije moram reči, da so zelo dobre. Lastniki pravijo, da se super počutijo v hiši in tudi obiski, ki pridajo, pravijo, da hiša izžareva eno toplino in domačnost. Navsezadnje je, bi rekel, posledica teh vseh materialov, ki so bili vgrajeni v hišo, ker že sami po sebi nosijo v sebi te kvalitete, da topline in domačnosti. Je pa zanimivo, da pač, ko pridejo obiski, da zelo radi posedijo na teh stopnicah, ki so med kuhinjo in jedilnim prostorom. In v bistvu, ja, na nek način en tak neformalen prostor ustvarjajo druženja, no, in povezovanja. Ampak, Robert, a sta pri tej hiši dejansko bila naročnika samo dva ali so bili v resnici štirje? V resnici so bili štirje. Torej, dva človeška naročnika in dva pasja. Tako da tudi za kužke smo en poseben prostor predvideli pod stopnicami, kjer ima stavna dva pač svoj prostor. Kadar lastnikov ni doma, tam pač počakajo in mislim, da se... Ja, pasi in naročniki so tudi zadovoljni? Nisem jih vprašal, ampak glede na to, kako veselo migajo z repkom, bi rekel, da so.